24. krogu smo v Ljudskem vrtu gostili vedno neugodne nogometaše Zavrča. Tekma, ki v prvih 29 minutah ni postregla z neko spektakularnostjo, potem pa neverjeten zadetek Sanina Muminovića iz več kot 35 metrov je presenetil pravzaprav vse na čelu z vratarjem Handanovićem. Ja, malo te priseka, sigurno, predvsem ker je pač zadetek, ki tudi golman zelo težko reagira in take stvari se dogajajo, so se že zgodile in v bistvu smo navajeni na njih, da tudi na take strani znamo reagirati. Jaz osebno nisem imel občutka, da bi lahko točke šle kam drugam kot pa ostale v Mariboru. Do konca polčasa so naši nogometaši lovili izenačenje. Najprej je v 40 minuti z glavo poizkusil Volaš. In le nekaj sekund kasneje tudi dober poizkus Ibrahimija. A v polčasu so nogometaši Zavrča vodili z 1:0. V drugem polčasu pa hitro izenačenje. V 50 minuti je branilec Zavrča Datković v kazenskem prostoru podrl Luko Zahovića, sodnik Žganec je pokazal na najstrožjo kazen, ki jo je hladnokrvno realiziral Agim Ibrahimi. Sledil je velik pritisk naših nogometašev in prišla je 77. minuta, v kateri je to silovito obleganje tudi dobilo svoj zaključek. V obliki še enega gola kapetana Marcosa Tavaresa. Do konca tekme so nato naši fantje rutinirano branili minimalno prednost, velja omeniti še poizkus Derviševića iz prostega strela v 87. minuti in dejstvo, da bomo to tekmo, kar se igre tiče, najverjetneje hitro pozabili, a najpomembnejši je bil osnovni cilj in to so nove 3 točke in utrditev prvega mesta na lestvici prve slovenske nogometne lige. Tako je, pomembne so točke, smo rekli, umetniški vtis pustimo zaenkrat ob strani, težka tekma, težko igrišče, pogoji, malo smo se lovili prvi polčas, polko zaostajaš, dobiš iz enega strela na gol, en gol v celi tekmi in pol, ko loviš, porabiš dosti več energije, potrošili smo se, ampak na koncu zaslužno zmagali. Ni lahko zmagati 4-krat zapored, od tega smo 2-krat gostovali in miselnost je tista, katero sem rekel, je prava, fokusiranost posameznikov je tista, katera je prava, pomeni, da ne glede na dan, če ni ta pravi za ustvarjanje igre, za ustvarjanje lepote, je pa dan vedno da pravi za ustvarjanje rezultata.